V točki 3 komisija obravnava samo tista dokazila, ki niso bila izločena na podlagi vrednotenja dokazil po dogovorjenih kriterijih v točki 2 zapisnika za vrednotenje osebne zbirne mape. V točki 3 komisija primerja vsebino posameznega dokazila z vsebino ključnih del in presodi, ali lahko delno ali v celoti kandidatu priznajo obvladovanje ključnega dela iz poklicnega standarda. Pri tem upošteva, iz katerega okolja dokazilo izhaja. Če je bilo dokazilo pridobljeno na izobraževanjih ali usposabljanjih v matriki uporabi črko I, ukolikor pa je bilo pridobljeno v praktičnem delovnem okolju v matriki označi s črko P. Če je bilo dokazilo pridobljeno v mešanem učnem okolju, lahko za eno dokazilo uporabite obe oznaki, to je I in P. V matriki je vidno tudi razlikovanje operativnih ključnih del od preostalih ključnih del, razlikovanje med različnimi okolji, iz katerih izhajajo dokazila kot razlikovanje med operativnimi in drugimi ključnimi deli, vpliva na priznavanje kvalifikacije. To bo pojasnjeno pri naslednji točki tega zapisnika. Ko se komisija odloči za končni predlog priznavanja ključnega dela, upošteva vse oznake v stolpcu pod posameznim ključnim delom. Tokrat komisija oceni, ali lahko predlaga priznavanje ključnega dela v celoti. Če komisija oceni, da je na podlagi dokazil kandidat izkazal obvladovanje celotnega ključnega dela, to označi z da. V nasprotnem primeru pa označi ne. Lahko se zgodi, da komisija pri enem ključnem delu označi pokrivanje vsebine z enim ali več dokazili, pa na koncu vseeno ne predlaga priznavanje tega ključnega dela v celoti. Namreč komisija lahko strokovno presodi, da je kandidat s predloženimi dokazili izkazal le delno pokrivanje s ključnim delom, zato ne predlaga priznavanja tega dela. Ne sme pa se zgoditi, da komisija pri ključnem delu, za katerega sploh ni ugotovila pokrivanja s katerimkoli obravnavanim dokazilom, na koncu predlaga priznavanje tega ključnega dela v celoti. V točki 4 komisija označi svojo dokončno odločitev o oceni osebne zbirne mape kot celote. Ocena temelji na dogovorjenih kriterijih potrjevanja osebne zbirne mape in so zapisani v samem zapisniku. Komisija se prepriča, kateri kriteriji so izpolnjeni, tako da si pomaga z rezultati iz matrike iz točke 3 tega zapisnika. V primeru, ki ga obravnavamo, komisija ni podala predloga za priznanje vseh operativnih, to je zeleno označenih, ključnih del. Iz tega izhaja, da ocena osebne zbirne mape ne izpolnjuje kriterija v celoti izkazuje zahtevana znanja in spretnosti poklicnega standarda. Prav tako skupna ocena ne ustreza kriteriju, ne izkazuje nobenega ključnega operativnega dela iz poklicnega standarda. Ocena iz matrike pa povsem ustreza, kriteriju za oceno delno izkazuje zahtevana znanja in spretnosti poklicnega standarda. Zato je komisija izbrala to oceno. Pod vsako možno oceno je opisan tudi nadaljnji postopek, ki sledi na podlagi izbrane ocene. Komisija si s temi opisi pomaga in se prepriča, ali na podlagi ocene osebne zbirne mape sledi podelitev certifikata ali pa sledi še neposredno preverjanje kandidata. V našem primeru, skladno z oceno osebne zbirne mape, sledi še delno preverjanje kandidata. Komisija mora v zapisniku v točki 4 jasno označiti, katera ključna dela je kandidatu priznala na podlagi dokazil in katera ključna dela bo še preverila. Ta opredelitev mora biti skladna s predlogi v matriki. V primeru, ko se izvede še neposredno preverjanje, mora komisija v točki 4f zapisati še način preverjanja kandidata. Način preverjanja mora biti skladen z načinom preverjanja, ki je določen s katalogom za NPK-a. V našem primeru je s katalogom v točki 4.2 določen način preverjanja iz storitev z zagovorom, zato je komisija v točko 4 tega zapisnika vpisala tak način preverjanja. Komisija vse svoje odločitve, tako o vrednotenju posameznih dokazil kot o skupni oceni zbirne mape sprejme soglasno, zato zapisnik na koncu podpišejo vsi trije člani komisije.